Urška Špeh, arhitektka, oblikovalka, v zadnjem letu predvsem tehnična koordinatorka razstavnih dogodkov. Sicer vam verjetno večina pozna kot ustvarjalko znamke Ursula, kjer izdelujem ročno potiskane torbice, denarnice, včasih tudi nakit, pa še kaj. Moje ime je Nina Kovačič in sem ilustratorka. Verjetno me večina pozna po mojih karticah in pločevnicah. Z njimi sem začela tam leta 2012-2013 se mi zdi. Najprej sem jih narisala zase oziroma za mojo mamo, ki je vedno rada pošiljala te voščilnice, ampak me je vedno jezilo, ker je domov nosila same tiste generične, hladne motive, hladne, brezčutne. No, so sem se že takrat odločila, da v bistvu naredim nekaj svojega. In spet se je potem nekako s pomočjo socialnih medijev, pa prijateljev, pa družine to razpaslo in danes imam že en mini imperij. Pri delu z voščilnicami mi dosti pomaga moj maček Bruno. On mora biti povsod zraven, tako da se včasih kar bojim, če sem zapakirala še kakšno dlakico. V zadnjem letu, morda celo več, sem imela tako krizo, pa ne zaradi pomanjkanja ideje oziroma želje po ustvarjalnosti, ampak zaradi usklajevanja ustvarjalnega in poslovnega dela Ursule. Tako da sem planirala na tako pavzo, v kateri bi lahko v miru premislila, kako in kaj. Tako da tale korona me majčkeno prehitela, ampak na čudega sem uspela pospraviti in reorganizirati moj bivalno-delovni prostor. Uspela sem mogoče se umiriti, da lahko sprejmem nekaj odločitev. Zdaj ne vem, kakšen bo rezultat, ampak ko v življenju nikoli ne veš. Včasih je treba pač poskusiti, pa plavaš, ali pa ne. Te dni v karanteni smo v bistvu preživljali podobno kot ponavadi. Jaz sem vajena delati od doma, že od nekaj delam od doma. V bistvu mi je bilo všeč, ko sem bila lahko tako sedem v pižami. Ko se je v bistvu stvar s tem virusom malo zaostrila, sem par škatel vseeno prenesla nazaj domov. Tako da sem lahko tudi v času karantene normalno pošiljala kartice in voščilnice. V bistvu sem jih pošiljala v imenu svojih sledilcev in jih odposlala direktno na naslove njihovih družin. Kaj nam bo ta situacija prinesla? Upam, da je vseeno kaj dobrega, da smo se med tem časom vseeno kaj naučili. Predvsem to, da so včasih tudi malenkosti tiste, ki nam lahko polepšajo vsak dan, da se splača biti pozitiven, ostati pozitivno naravnan in pač potegniti najboljše, kar se v možni situaciji da. Da podpiramo majhna slovenska podjetja, družinska, da podpiramo drug drugega, da si pomagamo. Upam tudi, da mogoče spremenimo tudi naše navade, ki smo jih že dolgo želeli, ampak zdaj se mi pa zdi, da imamo res vsi priložnost, da obrnemo svet na bolje. Mogoče imamo zdaj čas, da premislimo, kaj nam je pomembno, kaj radi počnemo temu v prihodnosti, namenimo več časa in pozornosti. Če kaj vem, smo ustvarjalci iznajdljivi, trmasti in tole res nas ne užene. Življenje kreativca še posebej v takih momentih precej negotovo. Ampak vseeno vidim to kot en velik privilegij in bom naredila vse, da bo to moje življenje. Jaz se že veselim vseh piknikov, sejmov, pohodov, objemov, tako da se vidimo.